imamo čim več uporabnih informacij. Zdaj, v preteklih dneh smo prejeli res veliko število vprašanj, tako strani novinarjev, kot tudi strani zavezancev, njihovih predstavnikov, različnih združenj, obrtne zbornice, gospodarske zbornice in tako naprej. Zato smo se odločili za izvedbo tele tiskovne konference, ker bomo poskušali na čim več teh vprašanj podati odgovore. Kot je omenjeno, bilo že so z nami tako sodelavci finančne uprave, kot tudi sodelavci MGRT-ja, MDDSZ-ja in tudi Zavoda za zaposlovanje. Glede na to pač, da so bile določene zakonodajne vsebine pripravljene v okviru teh dveh resorjev. Danes bo poudarek predvsem na operativnem delu, torej kako v praksi izvajati novo zakonodajo, kako lahko zavezanci uveljavijo upravičenja, kdaj in kaj morajo za to narediti in pa tudi, kaj je z oddajo predpisanih obračunov davkov in prispevkov. Zdaj, tale predstavitev bo nekako razdeljena na dva dela. Najprej bomo šli skozi vsebine za samozaposlene, tukaj je resnično ogromno vprašanj, nato pa bomo se dotaknili tudi vsebin za upravičene delodajalce. Kot je bilo pač povedano, na koncu bomo odgovarjali tudi na vprašanja, ki jih lahko že vmes postavljate. Je pa seveda treba pričakovati čisto realno, da morda na vsa vprašanja ne bomo danes našli odgovorov oziroma jih še mogli odgovoriti. Tudi za nas je ta zakonodaja zelo nova. Bomo se pa seveda potrudili, da odgovore prejmete pisno v najkrajšem možnem času in seveda bomo tudi te odgovore sproti objavljali. Prav s tem namenom smo pripravili tudi eno tako posebno brošurico, v kateri so odgovori na FAQ-je, se pravi najpogostejša vprašanja. To brošuro bomo danes po konferenci objavili na spletni strani in vam bomo seveda jo tudi poslali torej vsem prejemnikom vabila na tole konferenco. Brošura se bo seveda tudi sproti dopolnjevala z ažurnimi odgovori, tudi glede na to, da so nekateri še v usklajevanju med pristojnimi ministrstvi. Zdaj pa, če gremo kar na samo vsebino, najprej bi šli skozi ukrepe za samozaposlene. Zdaj, treba je upoštevati, da so ti ukrepi določeni tako v zakonih, ki so bili del prvega interventnega paketa in te zakoni že veljajo od prejšnjega tedna, kot tudi v zakonu, ki ga je Državni zbor sprejel konec preteklega tedna in bo stopil v veljavo predvidoma 11. aprila. Zdaj, kar je še pomembno in tudi nekaj vprašanje v zvezi s tem, je to, da lahko samozaposleni uveljavi ugodnost seveda zase, če pa zaposluje delavce, pa seveda lahko uveljavi tudi ugodnosti, ki so predvidene za delodajalce. V tem primeru so zanje relevantne vsebine obeh delov tele današnje predstavitve. Za samozaposlene so pravzaprav pomembni trije sklopi, in sicer odlog oziroma oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, potem izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in pa plačilo akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. In po takšnem vrstnem redu bomo danes tudi šli skozi tale pregled. Glede plačila prispevkov za socialno varnost je pomembno, da torej je že zakon, ki je bil sprejet v tem prvem paketu in že velja. Ta zakon je določil odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilu v aprilu, maju in juniju do konca marca leta 2022. Torej gre za obdobja marec, april in maj letošnjega leta. Pri tem gre za subjekte, katerim je samozaposlitev edina podlaga za obvezno zavarovanje in ne zaposlujejo delavcev, in pa kmete. Skupaj gre približno za 75 tisoč subjektov.
Pomembno je, da bo ta odlog plačila izveden avtomatično, ga bomo pač izvedli tukaj na finančni upravi, kar pomeni, da ne bo potrebno oziroma ni potrebno vlagati nobenih vlog za odlog plačila teh prispevkov. V praksi, čisto konkretno, to pomeni, da bodo predizpolnjeni obračuni prispevkov sicer kreirani, potem valute za plačilo za poravnavo teh dajatev pa bodo postavljene v letu 2022. Pogoj, ki še velja, je, da so bile do 6. aprila poravnane vse obveznosti do države po stanju na dan 28. februarja. Zdaj pa gremo še naprej, še vedno v okviru samozaposlenih na nov zakon. Ta je določil dva dodatna ukrepa, torej oprostitev plačila prispevkov in pa prejemanje temeljnega mesečnega dohodka. Tukaj gre za nekoliko širšo kategorijo zavezancev. Določeni so samozaposleni, pri katerih je to edina podlaga za vključitev v zavarovanje, pa tudi kmetje in pa potem družbeniki, lastniki podjetij in pa verski uslužbenci registriranih cerkva. Čisto v praksi to pomeni, da niso vključeni, na primer popoldanski espeji in tudi tisti, ki delajo krajši delovni čas. O tem je bilo že kar precej po medijih razprav. Predvidoma pa bo ta problematika naslovljena pri pripravi naslednjega zakonodajnega paketa. Zelo pomembno je tudi to, da ukrepi po novem zakonu veljajo za obdobje po razglasitvi epidemije, kar pa pomeni, da veljajo že od 13. marca dalje do konca meseca maja letošnjega leta z možnostjo podaljšanja še za en mesec. Konkretno to pomeni, da je oprostitev plačila prispevkov določena za obdobje od 13. marca do konca marca in pa za mesec april in mesec maj. To pravzaprav pomeni, da bodo odloženi prispevki lahko po novem tudi oproščeni plačila. Po drugi strani pa pomeni tudi to, da če nekdo ne bo dal izjave za oprostitev, ker na primer meni, da ne izpolnjuje pogojev glede doseganja prihodkov, bo še vedno upravičen do odloga, če seveda sodi v to prvo kategorijo zavezancev. Glede mesečnega temeljnega dohodka, ta je seveda prilagojen po višini sami veljavnosti ukrepov. Zato znaša za mesec marc 350 evrov, za april in maj pa 700 evrov mesečno. Zdaj, kar se tiče pogojev za uveljavljanje obeh upravičenj, pogoji so enotni. In je sicer prvi pogoj, torej, da gre za zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti. Tukaj zakon določa nek orientir, neko usmeritev, torej, da gre za vsaj 25% zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v februarju, ali pa da gre vsaj za 50% zmanjšanje prihodkov upravičenca v aprilu in maju v primerjavi s prihodki v mesecu februarju. Ta ocena je na strani vsakega zavezanca. Zdaj, pomembno je tudi to, da se bo v naknadnem nadzoru, to pomeni v naslednjem letu, torej v letu 2021, se bo za obe vrsti upravičenj preverjal ta pogoj glede 20% upada prihodkov v prvem polletju letošnjega leta oziroma glede 20% rasti prihodkov v drugi polovici letošnjega leta, seveda vse v primerjavi z lanskim letom. V zvezi s tem smo prejeli zelo veliko različnih vprašanj zavezancev, ki so začeli poslovati šele v drugi polovici lanskega leta ali pa v začetku letošnjega leta. In seveda zdaj je vprašanje, kaj v teh primerih s tem pogojem. Tukaj je prav gotovo treba upoštevati in še na kakšnem drugem mestu v zakonu, da zakon ni predvidel prav vseh situacij. Je pa dejstvo, da zavezanci ne smejo biti v slabšem položaju zgolj zato, ker so na primer začeli s poslovanjem
naprimer koncem leta 2019. Zato se bodo upoštevale le primerjave, ki jih je dejansko mogoče izvesti. Če je pač mogoče primerjati trgovanje v marcu z mesecem februarjem, se bo pač to naredilo. Tam za ne pol stopinje. Pomembno je tudi to, da je zavezanec upravljal dejavnost ob začetku razglasitve epidemije in da jo upravlja tudi na dan uveljavitve zakona. Drugi pogoj se nanaša na poravnane obveznosti do države. Tukaj je treba povedati, da je, presoja tega pogoja v veliki meri odvisna od številnih vlog, ki smo jih v teh dneh in tednih prejeli za uveljavitev odloga oziroma obročnega plačila po tem zakonu iz prvega interventnega paketa. Treba je povedati, da smo prejeli kar veliko število vlog, preko 2200 je trenutno že pač teh vlog v obravnavi. Mi se bomo seveda potrudili, da bodo te vloge rešene v najkrajšem možnem času oziroma v 8 dneh od prejema teh vlog in bomo pravzaprav postopali na ta način, da pač v tej smeri, da nihče je dal vlogo in bo na primer ta vloga kasneje pač v tej vlogi ugodeno, da pravzaprav to ne bo negativno vplivalo na izpolnjevanje pogojev do upravičenja do teh dveh upravičenj, torej do temeljnega dohodka in pa do oziroma oprostitve prispevkov. Ta pogoj bomo preverjali večkrat in tudi če bo recimo kasneje ugotovljeno, da so pa obveznosti poravnane tako zaradi plačila ali pa zaradi dovoljenega odloga oziroma obročnega plačila, bo pač izplačilo na primer mesečnega dohodka prejel v naslednji tranši, glede na to, da so podpisane 3 tranše. Zdaj, če gremo na kratko na sam postopek uveljavljanja, ta postopek bo enoten za obe upravičeni, torej tako za mesečni temeljni dohodek, kot tudi za oprostitev plačila prispevkov. Torej, za samo uveljavitev bodo upravičenci morali podati izjavo. Pomembno je, da bo ta izjava dostopna tako na portalu e-davkov, torej dostopna bo preko računalnikov, laptopov, namiznih in pa tudi v mobilni aplikaciji e-davki. Ta izjava bo dostopna od 14. aprila dalje, torej čez en teden. Moram pa poudariti, da bodo upoštevane samo elektronsko prejete izjave. Ta izjava bo tudi sicer zelo enostavna, brez vsakršnih prilog in upravičenja za vse 3 mesece bo mogoče uveljaviti z enkratno oddajo izjave. To je v bistvu zelo pomembno. Kar se tiče dostopa do e-davkov, tukaj ne pričakujemo kakšnih težav. Dejstvo je, da morajo zavezanci že več kot 10 let na ta način oddajati predpisane obračune dajatev. Pomembno je tudi to, da bodo seveda lahko izjavo v njihovem imenu oddali tudi njihovi pooblaščenci, ki so kot taki določeni na e-davkih. Mogoče še na kratko glede dodeljevanja upravičenj. Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka so predvideni 3 datumi izplačil. Prvi je že 25. aprila. Takrat bodo ta mesečni temeljni dohodek prejeli tisti samozaposleni, ki bodo izjavo preko e-davkov oddali do 18. aprila. Torej čas za oddajo teh izjav za izplačilo v tem prvem paketu je relativno kratek, torej 5 dni imajo na voljo. Seveda pa je treba povedati tudi to, da če bodo zavezanci slučajno zamudili ta rok 18. april, potem bojo pač izplačilo za mesec marec prejeli v mesecu maju. Ne pomeni, da bodo kakorkoli oškodovani oziroma da bodo izgubili pravico do tega dohodka, zgolj kasneje bodo prejeli izplačilo. Pomembno je še to, da najkasneje, določen je tudi
zadnji rok za podajo te izjave, to pa je do konca maja letošnjega leta. Kar se tiče samih izplačil, najbrž ste opazili, da naprimer 25. april, kot je določen v zakonu, to je sobota. Mi se bomo potrudili in poskušali zagotoviti, da bodo izplačila na računih samozaposlenih že v petek 24. aprila. Če še na kratko povem postopek glede oprostitve plačila prispevkov, kot smo že povedali, tudi za to upravičenje bo relevantna izjava. Potem pa je treba povedati, da bodo na e-davke se strani finančne uprave tako kot vsak mesec odloženi predizpolnjeni obračuni brez posebnosti po vsebini. Edina razlika bo ta, da v knjigovodstvu ne bomo evidentirali bremenitev. To me pa privat postavlja. In pomembno je tudi to, da za mesec marec, glede na to, da se obdobje deli, da se marec deli praktično na polovico, da zavezancem ni treba predlagati 2 obračunov prispevkov. Zdaj, glede na to, da vidim, da vmes že prihajajo vprašanja, ki se nanašajo na davčno obravnavo tega mesečnega temeljnega dohodka, je v zvezi s tem treba povedati naslednje. Vemo, kakšen je koncept, bom rekel, zakona o dohodnini, torej da je v načelu obdavčen vsak dohodek, ki je zavezancu izplačan, razen če ni drugače določeno. Zaenkrat v zakonu ni drugače določeno, vendar pa glede na to, da je pravzaprav ta mesečni temeljni dohodek neka izredna pomoč in da je kot tak pravzaprav ima naravo socialnega transferja, bi bilo to v bistvu primerno, torej da je v ZDOH-u določena oprostitev plačila dohodnine za ta dohodek. In v tej smeri bodo šli tudi predlogi za pripravo naslednjega zakonodajnega paketa. Zdaj, če se pri samozaposlenih ustavim še pri plačevanju akontacije davka od dohodka pravnih oseb. Vemo, da je bil rok za oddajo obračunov dohodnine iz naslova opravljanja dejavnosti podaljšan na 31. maj oziroma na 1. junij, glede na to, da je to prvi naslednji delovni dan. Kar veliko število samozaposlenih je obračune kljub temu oddalo do konca meseca marca. Preko 70% je bilo takšnih. 30% teh obračunov pa še pričakujemo in pravzaprav prihajajo zelo redno vsak dan v sistem. Pomembno je to, da tisti zavezanci, ki so obračun oddali, bodo morali do 10. v mesecu, torej do 10. aprila plačati obrok akontacije za marec. Glede na to, da je ta obrok po zakonu o davčnem postopku dospel v plačilo 31. marca. Glede na to, da je pa 10. april velikonočni petek, kjer pravzaprav so omejitve v delovanju plačilnega prometa, predlagamo oziroma svetujemo zavezancem, da ta obrok akontacije plačajo že v četrtek, torej da bodo plačilo izvedli 9. To je v bistvu pomembno zato, da ne bo prišlo slučajno do situacije, kjer bo neplačan obrok povzročil, da ne bodo upravičeni do drugih upravičenj, ki jih pač predvideva zakonodaja. Za vse ostale zavezance, ki še niso oddali obračunov davkov dohodka iz dejavnosti, bodo obroke za mesec marec, april in maj, naprimer, če bodo obračun oddali na rok, torej 31. maja, bodo vse te 3 obroke in poračunsko akontacijo plačali 10. junija
letošnjega leta. Tako, zdaj jaz mislim, da smo na kratko kar